Dober dan in lepo pozdravljeni. Prosim, dobrodošli na drugo sekcijo letošnjega kolokvija. Prosim vas za razumevanje, glede na to, da zamujamo, bomo pohiteli, da ujamemo kosilo, zato začnemo. Kot prvega bom povabil na predstavitev kolega Mitjo Jurgeleta. Kratka predstavitev. Mitja Jurgele je magistriral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Zaposlen je na podjetju DRI. Ukvarja se z razvojem sistemov za gospodarjenje s premoženjem, organiziranjem in spremljavo kontrole kakovosti. Sodeluje tudi pri gradnji infrastrukturnih objektov ter spremljavo stanja vozišč in načrtovanjem vozišč ter obnovitvenih ukrepov. Je avtor več člankov objavljenih na mednarodnih konferencah in tudi soavtor knjige Asfalti 2. Mitja, prosim. Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o gospodarjenju z infrastrukturo na državnih cestah. To je cestah v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Zdaj, da začnemo, zakaj gradimo infrastrukturo? Zakaj gradimo bolnice, šole, ceste, letališča, železnice, komunalo? Kaj? No, in bomo na naslednjem slajdu videli, zakaj gradimo ceste. Odgovor je dokaj enostavno. Infrastrukturo gradimo, da izboljšamo življenje ljudi, in pa ceste gradimo za prevoz ljudi in tovora. Sprav, če še bolj poenostavimo, to gradimo za ljudi. In pri cestah, če pogledamo, kaj uporabniki od cest pričakujejo, zgodovinsko, na začetku razvoja gradnje cest so uporabniki želeli predvsem mobilnost, se pravi, da nekam lahko pridemo, potem kasneje so želeli dostop, se pravi, da lahko pridemo do svoje hiše, recimo da na neko točko, ki je 100 km stran, pridemo hitro, ne zelo naokoli, in to je bila prva. In v tej točki so ceste prinesle napredek. Potem, ko se je omrežje že nekoliko razvilo, so uporabniki pričakovali še varnost ter udobje, in v kasnejših fazah razvoja ta spekter postaja vedno širši, se pravi, uporabniki pričakujejo še hitro in učinkovito potovanje, energijsko učinkovitost, nizko onesnaženje ter pa obnovljivost. Kar je tukaj treba reči, te so osnovne in te se pol nadgrajujejo, se pravi, tukaj so ceste prinesle napredek. In zdaj mi kot upravljavci infrastrukture, kar ceste gradimo za uporabnike, tukaj definiramo nivo uslug, se pravi, kaj mi od cest pričakujemo, tukaj so pa še tele deležniki, ki jih naslavljamo. Se pravi, ekonomski razvoj ceste je prinesla napredek, socialna pravičnost, se pravi, recimo, da imajo vsi neko infrastrukturo, da ne da imajo oddaljene regije to, recimo v Ljubljani bi pa to postavljali, potem pa seveda zaščita okolja, tukaj pa nekoliko odpravljamo stvari, ki jih je razvoj tudi prinesel. Mogoče ta schema in ta schema nam v bistvu definira, zakaj delamo ceste, kaj uporabniki želijo. Mogoče razmislek. Zdaj, to se je kar malo pozabilo v zadnjem času. Se pravi, to smo že dobili. Zdaj, če se mi tukaj ukvarjamo in če so ceste slabe in se nehamo ceste razvijati, recimo nimamo kapacitete, pade potovalna hitrost, ne obnavljamo, kakšno je treba zapreti, a bo potem ta napredek, ki smo ga že dosegli, pa pozabili, da smo ga dosegli, ostal ali ga bomo še vedno imeli, tako tudi čisto osnovni razmisleki. In zdaj dejavnosti, ki te funkcije izboljšujejo. Tem dejavnostim običajno rečemo investicije, zdaj vrednotimo jih pa največkrat po primerjavi stroškov in koristi, se pravi, koliko bo nekaj stalo, kakšne koristi bo prinesel. Zdaj dejavnosti, ki pa te funkcije ohranjajo, se pravi, nekaj, kar že imamo zgrajeno, ne ostane vedno v istem stanju, temu pa rečemo vzdrževanje ali pa investicijsko vzdrževanje. Tukaj pa recimo vrednotimo po life cycle costu, se pravi, da je strošek teh aktivnosti čim nižji. Zakaj? Zato, ker če to ohranjamo čim cenejše, potem lahko mi izboljšujemo. Če to mi predrago delamo,
potem nam zmanjka sredstev za napredek. Zdaj, če gremo naprej, in zdaj dejavnosti na tem področju, se pravi vzdrževanje, zdaj gremo pa konkretno na vzdrževanje, investicijsko, temu rečemo tudi gospodarjenje. Se pravi, tako recimo čist iz občega jezika, nek kmet je gospodar, ima kmetijo, kaj rabi vedeti? Rabi vedeti, kaj je njegovo, rabi vedeti, v kakšnem stanju je to, kar je njegovo, in rabi se odločati, kaj s tem početi. Zdaj, če je dober gospodar, kmetija raste, vedno bolj se razvija, če je slab gospodar, to pol počasi propade, pa to prevzame nek drug gospodar. Zdaj, na infrastrukturi je stvar nekoliko bolj zahtevna kot kmetija, več je deležnikov, več je vsebine, ampak v bistvu osnovne ideje so enake. Se pravi, rabiti moramo vedeti, kaj imamo, v kakšnem stanju, in pol se moramo odločiti. In zdaj, če gremo konkretno na vozišča v upravljanju Direkcije Republike Slovenije, po PR spremljava stanja, po PR-kovi definiciji imamo 3 tipe opreme, ena je namenska oprema, ta je draga, standardizirana, potem zdaj prihaja oprema z umetno inteligenco, se pravi pametni telefoni, on ima kamero, gor je neka umetna inteligenca teče, ki prepoznava poškodbe iz kamere, in zdaj ta je sicer manj natančna, ampak to se nekako pa nadomešča s tem, da bi se bolj pogosto snemali. Zdaj ta tretja, ki je zdaj na trgu v zadnjem času, je pa oprema v vozilih. Zdaj, če imate novejši avto, recimo mlajši od nekih 4 let, ima noter nekih 150 senzorjev, če ste bolj pocen avto kupili, pa do 500, če ste nekaj boljšega. On to pošilja proizvajalcu, spravo imate prižgane brisalce, ali vam se ABS senzor prižiga, koliko imate radio na glas, in če zdaj proizvajalec avta te podatke proda firmi, ki to obdela, ona proda cestni agenciji in zven agregirajo v bistvu podatke v vozišč. Se pravi, če se kontrola, traction senzor prižiga, pa če so brisalci prižgani, verjetno slabe torne lastnosti. Tako da zdaj v glavnem, če gremo naprej, Direkcija za ceste je investirala v opremo visoke natančnosti, tako delajo tudi v bistvu vsi naši sosedi. Tukaj sem pripravil nek seznam tehničnih parametrov, potem pa zraven merilne opreme. Recimo zdaj je pa tako, ta oprema ni najbolj poceni in ena je tudi zelo draga, tako da ima odvisno od ekonomskih zmožnosti. Recimo, če bi pogledali, Nemci, ki so zelo veliki, imajo vse to. Potem Italijani, ki so zelo veliki, imajo vse to, oziroma neke ekvivalente, mogoče ne čisto točno tukaj mi. Avstrijci recimo jim manjka tale traffic split deflektometer, ker je 3 milijone, pa je že zelo drag. Recimo Hrvati imajo skoraj vse, razen traffic split deflektometra. Zdaj, če bi za Madžare ne vem, recimo Bosna ima tale še laserski profilometer, zdaj mi imamo veliko, manjka nam mogoče od teh velikih še LCIMS, se pravi neki laserski merilc. Zdaj, kaj tukaj še za reči, direkcija je investirala v deflektometer, investirala je v skrim, se pravi torne lastnosti, investirala je v georadar, pa neposredno še ostale 2. Tako da v bistvu v Sloveniji merimo tako. Tukaj zdaj dilema, ki jo imamo vedno pri tem, je, trg se razvija, vedno prihajajo neke nove meritve, neki novi sistemi, dokam iti. Tukaj se moramo spomniti na prejšnji slajd, ta tretji, se pravi, da mi kaj želijo uporabniki v cest, v bistvu mi ceste delamo za ljudi. Se pravi, ta oprema, ki jo imamo, mora izboljšati učinkovitost naših procesov. Se pravi, da bomo, če mi kupimo neko zelo drago opremo, ki nam da neke boljše podatke, ali bomo s tem podatke bolj učinkovito delali ceste ali ne bomo. Se pravi, angleška dilema, should we do more research or just pay more miles? Se pravi, v kjer detajle se poglobiti. Ali poslati frezo, pa pomenati asfalte, pa je cesta spet lepa gladka, ali pa narediti ogromno nekih preiskav, pa na ta način prehraniti predvsem ukrepa. Zdaj, tukaj moraš se najdeti, no? To so osnovne ekonomske zakonitosti. Zdaj se pravi, na državnih cestah v Sloveniji na 4 leta merimo z deflektometrom, se pravi podajnost. Ta nam v bistvu pove, koliko je cesta utrjena, koliko je odporna, koliko je sposobna prenašati prometne obremenitve. Potem v 4-letnem ciklu merimo torne lastnosti.
ter pa v dvoletnem ciklu merimo vizualno oceno, se pravi krpe, razpoke, udarne jame. Se pravi, zdaj, če pogledamo v zadnjem stanju, recimo to je rezultat meritev telih, se je stanje kar izboljšalo. Jaz sem pa šel, ker imamo v bistvu te standardizirane meritve, poiskati najstarejšo, ki sem jo najdel. To je iz leta 1995, takrat so bile še magistralne ceste. In pol smo ugotavljali, se pravi, stanje se je dolg časa poslabšvalo, kar je nekoliko zanimivo, ker BDP nam je tukaj kar fajn rastel, potem v zadnjem obdobju se je pa spet zboljšalo. Zdaj, zakaj mogoče kar presega čas za tole omejitev, ker je še zanimivo, dostikrat rečemo, denarja za ceste ni. Evo, tukaj je razdelitev Mednarodne banke, ki financira pa pomaga graditi infrastrukturo. Oni imajo države razdeljene glede na stopnjo prihodkov, se pravi, če grejo oni pomagati, ne vem, v Afriko, Burkini Faso, imajo neke druge principe, kako je pomagati, kot če grejo svetovati Švedske. Ker recimo, če bi šli v Afriko razlagati to ne principe, ki bi Švedom, oni ne bi nič mogli delati, če bi Švedom razlagali, kako v Afriko, bi Švedi nekam poslali, to že 50 let imajo. In če pogledamo v bistvu meja, tole je meja za države z visokim prihodkom, mi, če bi bili enkrat revnejši, smo po tej definiciji še zmeri država z visokim prihodkom. Tako da to zdaj mogoče rezultati meritev čisto na enem konkretnem primeru, konkreten odsek, torne lastnosti, se pravi, homogeni odsek je v slabem stanju, zdaj se takne se pa, če gledamo točkovne meritve. Evo, sred ovinka imamo pa mi zelo slabe torne lastnosti, to je pa recimo rezultat meritve na konkretnem odseku. Zdaj, če pogledamo za motoriste, a ne ovink, pa ni smešno, ker tukaj zadnji pol so neke sveče. Tako da ja, ceste, te podatke nam kar služijo. In zdaj recimo smo ceste pomerili, stanje cest imamo, zdaj pa sistem sprejemanja odločitev. Tukaj je pa ena stvar, ki je, da mi imamo, ko ugotovimo vse potrebe, mi imamo vedno več potreb, kot imamo sredstev. To je v bistvu zahodni princip in tako je. Vedno imaš mostove, ki so slabi, imaš, ne vem, zaščito okolja, imaš drseča vozišča, imaš razpokana vozišča. Zdaj, kaj narediti z omejenimi sredstvi? Vsega ne moreš. In tukaj treba zdaj sprioritizirati in obstaja več načinov. Najbolj enostaven je najslabši prvi, se pravi infrastruktura, ki je v najslabšem stanju, gre prva. Zdaj, ta je najlažji za razumeti, ima pa mogoče neko pomanjkljivost, saj pri voziščih, ki je ta, da vozišča so dolg časa dobra, pa se pa dokaj hitro začnejo slabšati. In tukaj, ko se dokaj hitro začnejo slabšati, tudi cena obnove raste. Se pravi, drug sistem je potem ohranjanje vrednosti premoženja, se pravi, da ene probamo uloviti tukaj, ki je še pocen, ene pa mogoče imamo že tukaj, pa jih še malo pustimo, da rajš ene prej popravimo, pa te tam. Ampak zdaj to v praksi je dosti težko, zato imamo mi posebne sisteme, kjer to vrednotimo. Malo kasneje bomo od tega. Recimo, tako delamo delno DARS. In nekdaj kar zanimivo, greš na bazo, rečeš, cesto bomo popravili, pol on reče, kjero pa, rečemo to, on reče, si taj pa še dobro, ono drugo mi dejte. Pa rečeš, ne, taj že to moramo drago, zdaj bomo tole rešili, pa bomo ono drugič. Pa recimo, šef baze ne veš, ali je razumel, ali sam parjazen tam, delovodja ti pa kar direkt povede, to kar neumnosti počnemo. Potem recimo, princip je redno vzdrževanje na čim večjem delu omrežja. Se pravi, da nam močno pade budžet, sicer to je slabo, ker to nam pol celo omrežje pade sem in nismo na dolgi nog nič prišparali, kvečemo bolj dragi bomo. V tem primeru imamo recimo dilemo, gremo še zmeraj par odsekov popravljati pa boljšati, a je boljš, da mi delamo veliko cenejših ukrepov, se pravi krpanje, zalivanje, razpok prevleke, da to krivuljo upočasnimo. Pol naslednji princip bi bil obnavljanje vzdolž koridorja. Se pravi, mi od enega do drugega dela damo koridor, to največkrat delamo, če popravljamo različne sklope, se pravi vozišča, mostovi pa to, in naredimo vzdolž koridorja, ta je dober tudi za uporabni, iz vidika operative, ker skoncentriraš operativo na eno mesto. Zdaj imamo pa še obnavljanje različnih ravneh, recimo Avstralci tako delajo, neke ceste pod nekim prometom ne dobijo asfalta. Ker so ugotovili, če jim dajo asfalt, bo vzdrževanje teh cest predrago in pa ne bodo imeli sredstev, da obnavljajo bolj prometne ceste. Zdaj pa recimo predstavljate se, da grejo
iz direkcije pa mogoče še kakšen naš nadzorni, nekam v hribe, recimo Štajerska, pa jim gor razložijo, 70 leta ste dobili asfalt, ta asfalt je dotrajal, zdaj bomo pa mi premeli, pa boste imeli zdaj naprej makadam. Če slučajno pridejo celi iz hribov, bodo v pisarni kasirali, ker je župan na ministrstvo klical. Tako da princip je, moraš najti tak princip, ki funkcionira. Zdaj naslednje so pa še lokalne skupnosti, oni, ki tam živijo, najbolj vejo, problem pa je, da včasih bi popravljali kaj, kar ni ekonomično, ali pa kaj, kar sploh ni treba. Tako da to je treba uskladiti. Zdaj, naslednjo usklajevanje, ki je pa je še pa med posameznimi sklopi, danes bolj v voziščih govorimo. Zdaj, recimo, in za ta drugi princip, ohranjanje vrednosti premoženja, mi razvijamo dva sistema, direkcija razvija dva sistema, mi za njih, gospodarjenje z vozišče, gospodarjenje z mostovi, kako tak sistem dela, noter damo podatke o cestah, noter damo podatke o stanju, imamo modele staranja, se pravi, če leto stanje je tako, bo naslednje leto tako, imamo standardizirane ukrepe, te imajo svoje cene, te imajo neke sprožilce pa resete, se pravi, na cesto, ki je čist razsuta, moramo celo zamenjati, cesta, ki je malo razpokana, jo preplastimo, on potem zgenerira vse mogoče obnovitvene ukrepe, damo mu noter denar, funkcijo koristi, se pravi, kaj mi želimo od ceste, kaj je naša korist, in on za omejena sredstva poišče, kje delati, pa kakšno bo bodoče omrežje. In to recimo imamo za vozišče, pa za mostove trenutno imamo v razvoju in že daje rezultate. 3 minute, ok, to je rezultat sistema. Zdaj pa s sistemom, ki ga že imamo, kaj ugotavljamo, na strateškem nivoju, se pravi splošne usmeritve, tukaj ugotavljamo potrebe v obnovah. Zdaj na našem omrežju smo ugotovili, da je stanje omrežja relativno neodvisno od prometnih obremenitev, se pravi level of service imamo zelo enak na cestah, ki imajo zelo malo prometa, pa na cestah, ki imajo zelo veliko prometa. Zdaj, to je pa že bolj politična odločitev, ali rajš neke ceste, ki imajo zelo veliko prometa, med skozi slepe, pa na ta račun neke druge malo slabše. Potem na manj obremenjenih delih omrežja težko zagotavljamo zmrzlinsko odpornost. Se pravi, teh cest, ki po hribih so bili zgodovinsko grajene, makadam, nek malo asfalta, malo preplastil, malo jačal. In zdaj, ko mi pridemo, če hočemo narediti, se pravi, scientific road, se pravi, narediti, koliko je po TSC-ju, moramo celo zamenjati. To je trikrat dražje, kot jo spet nekaj preplastimo in zdaj se vprašaš za sredstva, ki jih imamo, a raje nadaljevati, koliko so te pred nami, ko očitno so z razlogom to delali, ali zelo malo narediti, pa tisto dober. In pa naslednja, zelo imamo stroge kriterije za torne lastnosti, ko smo mi sistem zavrtili strogo ekonomsko, prva 3 leta bi samo prevleke delal. Zdaj vprašanje je to ekonomično, zelo verjetno ne, ker smo mi preverjali, tudi naši kriteriji so zelo strogi, recimo še za eno točko strožji ka nemški, če bi rekli, da enako merijo, tako da tukaj bomo verjetno mogli neke dodatne kriterije noter pripeljati, kot so prometne nesreče, radiji in tako naprej. Evo. To je na strateškem nivoju, neka simulacija, koliko bi mogli obnoviti z neko strategijo, ni čist končna, ker delamo lahko več cenejših ukrepov ali pa bolj drage, pa recimo stanje omrežja, čist schematsko, se pravi predzadnji slajd, taktični nivo, se pravi, kaj pa zdaj kje delati, tukaj na sistem ocenjujemo že zelo dobro zadanje, kaj na katero cesto gre, ker pa imamo razlike, je pa, kjer odseke sistem predlaga, kjer pa v resnici delamo. To pa nekako je tudi razumljivo, ker glavnino se planira še vedno po sistemu najslabši prvi, ki je tudi mogoče kje ta prav, sistem pa dela po sistemu ohranjanja vrednosti. Evo, rezultati, ki smo ravno na bledu. Če te popoldne spustili predajanje, pa te šli na kavo, evo, debela črta je zamenjava vsega, se pravi, tale cesta, kre pred nami, sistem bi zamenjal vse, klele ob jezeru bi naredil jočito, se pravi dvoslojna nadgradna, evo, tale par mostom, pa zelo tanka črtica, to je pa prevleka. Ta pa bi znala imeti malo nizke torne lastnosti, recimo po barvah bolje tam naprej bi naredil, bolje svetla kasneje bi, se pravi, on bi najprej to, kaj najcenejš, pa najhitreje reš, pol bi to. Evo, to je to, hvala. Še zaključke, zgrajeno cestno infrastrukturo je treba tudi vzdrževati. To, če bi bila zadnja, glavna točka, ki bi jo vam potegnil iz te prezentacije. Mitja, najlepša hvala. Zdaj bi pa povabil k predstavitvi gospoda Veljka Janiča. Gospod Veljko Janič je soustanovitelj in direktor podjetja Bexel Consulting in eden od vodilnih strokovnjakov na področju BIM tehnologij. Je tudi član komiteja za standarde mednarodnega združenja Building Smart in delovne skupine za BIM
Evropskega združenja svetovalnih inženirjev FIDIC. Prav tako sodeluje v sklopu raziskovalnega centra Univerze Stanford in je član upravnega odbora Slovenskega nacionalnega BIM združenja in tehničnega odbora SIST. Je soavtor akcijskega načrta za uvedbo digitalizacije na področju grajenega okolja v Republiki Sloveniji. Gospod Janič, izvolite. Najlepša hvala, lepo pozdravljeni vsi. Slovenko, še enkrat hvala za povabilo in čestitke za še en zelo lep organiziran dogodek. Jaz kratko o našem podjetju, mi smo trenutno okoli, to so malo starejše številke, okoli 500 milijardi projektov v svetu dolarjev, na katerim smo vključeni oziroma naše rešitve. Na tem danes bom govoril o dva v bistvu projekta, za kratko seveda, za izvajalce. Prvi projekt bo kratko predstavljen, je Larsen & Toubro, en od največjih svetovnih gradbenih podjetja, pa drugi bo konzorcij, v katerem so WeBuild, največje italijansko podjetje gradbeno, pa FCC, en od največjih v Španiji, pa SK Ecoplant iz Južne Koreje. Pogosto se govori, jaz bom govoril o digitalizaciji, o prednostima digitalizacije, o BIM-u, zaradi česa to potrebujemo. In pogosto se sliši o tem, da to je za visoko gradnjo, za zgradbe in to. Evo, to so nekatere naše številke od lani in 56% vseh projektov po vrednosti, na katerim smo mi vključeni, so v bistvu infrastrukturni projekti. Kdo pa največ uporablja BIM pa digitalizira projekte, oni, kateri največ dobijo oziroma zgubijo od projektov. To so naročniki pa izvajalci. To je ta druga statistika. Kaj pa BIM pa 4D, 5D? V tem kratkem posnetku vidite popolnoma različne projekte, to se imenuje 4D pa 5D simulacije, imamo integriran BIM model, pa stroške, pa terminski plan, ampak najbolj pomembno je, da je zraven ogromna količina podatkov. Tako da to, kar vidite tukaj, takšni rezultati, seveda to so, naredimo veliko boljše, bolj kakovostne animacije, ampak niso animacije glavne. Za vodenje projektov so potrebni podatki, o tem bom govoril malo kasneje, o količini podatkov na vsakem gradbenem projektu in zaradi tega seveda imamo ogromno izzivov. Tako da je analitika, statistika pa podatki so to, kaj pomembno. To, da je vse integrirano, seveda nam pomaga v vodenju projektov. Zaradi česa je potrebno integrirati podatke, evo tu vidimo Svetski ekonomski forum, pravi, da je integriran BIM oziroma integrirana digitalizacija nekaj, kaj nam bo največ prineslo v smislu benefita in če bomo to uspeli, seveda bomo imeli uspešne digitalizacije in implementacije. Kje smo danes? Pogosto in na najboljšim projektima imamo situacijo, da imamo dva sveta, ločeno na tradicionalen način s Excelom smo na gradbišču in na projektu, pa bi želeli, da imamo robote, pa vse digitalizirano, pa AI, pa machine learning in to je to. In ta dva sveta nekako moramo združiti, tako da nimam rad, ko vidim machine learning in AI in vse ostale predstavitve, a hkrati ta izvajalec na gradbišču žal pa i s Excelom ima težave. Rešitev je v integriranem skupnem vodenju projekta in da oziroma uporabimo vse te podatke za analize. Kaj potrebujemo? Trustworthy, tako da traceable, sledljive podatke in seveda, da jih takoj oziroma čim prej dobimo, ker za 2 meseca nikdo ne potrebuje nekakšno analizo, razen če ni zgodovinar. Kaj je v bistvu najbolj pomembno? Standardizacija, templati, checkliste, potem avtomatizacija, streamline procesi in na koncu sledljivost pa detaljna analitika. Imamo en primer tega, vam zdaj bom predstavil inteligentno izdelava
terminskih planov pa analize stroškov. Oziroma vsi ti podatki pridejo v centralni sistem. To je primer v Excelu in potem se samodejno obravnavajo in naredijo določene analize. Ker če to delamo ročno, še enkrat potrebujemo ogromno časa in kot vedno se nekaj spremeni na projektu, mi nimamo aktualne informacije. In zaradi tega so težave. Če je to vse samodejno, v bistvu potem res lahko pričakujemo uspešno implementacijo. Tudi zelo poleg gantogramov so ciklogrami zelo pomembni, oziroma kaj v Nemčiji reče taktplanung, in oni nam prinašajo ogromno benefitov v planiranju, optimizaciji virov na gradbišču, optimizaciji realizacije projektov. Če delate na tradicionalen način, morate imeti veliko srečo, da ste nekaj uspešnega naredili, ampak žal najpogostejše so plani neoptimalni, povzročijo veliko dodatnega stroška, pa dodatnega časa in na koncu morate pridobiti ta denar od naročnika. To je primer enega projekta sa prejšnjega svetovnega prvenstva v Katarju. Ta simulacija je narejena v bistvu prvič 7 let nazaj in je bilo potrebno 2 dni, da se vse te analize naredijo na osnovi tega metodologije oziroma process maps se integrirajo. Danes smo popularno povedali, da je to AI pa machine learning, jaz bi rekel, da je to controllable AI. Tako da, ker ne zaupam preveč samom AI-ju. Vidimo tukaj spodaj, naprimer, z rdečo barvo so označene tam, kjer smo imeli 3-krat več denarja uporabili, ker smo imeli težave, oziroma projekt jeklene konstrukcije za streho je bil zelo slab in razvidno je bilo, kje smo imeli žal veliko denarja, ni bil planiran, to se reče cost performance index. Glavno primer izvajalca, takrat, ko smo štartali na tem projektu, bila je situacija, da je LNT to delal zaradi tega, ker smo mi prepričali Supreme Committee, da Katarja, da oni morajo uporabljati BIM, danes pa strateški LNT na vsem svojim projektima, oni samo v Južnoj Aziji delajo 100 kilometrov avtocest pa železniških prog, uporabljajo BIM zaradi sebe, zaradi optimizacije svojih stroškov, koordinacije podizvajalcev in tako naprej. Tu vidimo drugi primer, železniški projekt, popolnoma so drugačni projekti, v bistvu vse analize zelo, zelo podobne. Točno se vidi, kje je trajala več izgradnja rdečom barvom, to je Schedule Performance Index, če spremenimo na Cost Performance Index, vidimo, kje smo plačali več, kot je načrtovano. Če spremenimo na drugo barvno strukturo, vidimo po vsakem podizvajalcu, kako izgleda simulacija, vidimo mesečne situacije in seveda to nam vse omogoča, da hitrejše delamo na projektu. Trenutno obstaja okoli 200 različnih v našem command centru dashboardov, nazornih plošč in vedno se razvijajo. Prejšnji teden na Nizozemskem, ko sem online gledal eno prezentacijo, sem videl 3 nove nadzorne plošče od enega izvajalca iz Nizozemske in eno majhno mobilno aplikacijo, katero so oni naredili za svoje spremljanje poteka gradnje. Bom govoril o enem kratko tudi projektu na Norveškem, to je v bistvu največji gradbeni projekt v Norveško, je eno od največjih in zagotovo najbolj kompleksnih trenutno projektov v Evropi. Projekt, čisto da imate občutek o količini podatkov. Na tem projektu danes imamo več podatkov kot v celoj zgodovini baza podatkov na Ljubljanski univerzi. In če nam nekdo pove, jaz to vse kontroliram, imam podatke v glavi, vse optimiziram v glavi, ja, čestitke. Ampak je zelo, zelo težko to pričakovati, zaradi tega moramo se digitalizirati. Na tem projektu je bilo veliko izzivov, ampak še enkrat moram povedati primer. Pričakovanja naročnika so relativno majhna bila, konzorci se odločijo, mi bomo delali BIM pa se digitalizirali zaradi nas, ker je brez veze, da to delamo samo zaradi naročnikov, tako da veliko, največje število poročil delajo za sebe, samo en majhen del gre pa naročniku. Vsak teden več kot 1000 posameznih modelov se posodobi in pride v 11 različnih
projektov. Niso imeli, naprimer v Sloveniji imamo odlične zahteve za projektiranje, na drugem tiru, pa i karavanke so bile v redu, smo že takrat imeli stacionaže kot obvezne podatke. Žal tukaj jih nismo imeli, pa smo samodejno te podatke izgenerirali, tako da je to zelo pomembno. Na osnovi izkopa na inteligentan način smo za vse gradnike dodali stacionaže, to nam zelo pomaga v izdelavi terminskega plana. Potem smo imeli situacijo, da smo samodejno generirali strukturo podatkov po seveda norveškem standardu za popise in na koncu enostavno združili stroške sa gradnikima in postavke v bistvu z gradniki dobili natančno stroške in seveda vsak teden, ko pride do novih modelov, lahko pride do sprememb in imamo full kontrolo. Mislim, jaz govorim, mi imamo, oni imajo enega Juana Martineza, ki je vodja tega digitalnega dela konzorcija, ki je že s svojo ekipo naredil čudovite analize. Potem so seveda uporabili to planiranje inteligentno, definirali strategijo gradnje, vzeli template obstoječe v Excelu, malo jih prilagajali za svoj način dela in samodejno dobili zelo detaljne sa 10-12 tisoč aktivnosti terminske plane in evo, to je en majhen rezultat tega. Seveda, to je vse Juan pripravil, tako da to niso marketinški, mogoče ne izgledajo zelo zanimivo, ampak to so inženjeri naredili, to so res oni na gradbišču jih uporabljajo, ampak vidite s različnim barvom, vidimo vedno dole spodaj so majhne številke, vidimo točne številke, vidimo s različnim barvama stacionaže, različne geološke profile, terminski plan pa stroške, vse integrirano v enem modelu. Ko smo zadovoljni s tem modelom, ko so oni zadovoljni, gre model na cloud in to je zdaj v Excel skupnem podatkovnem okolju, pride do zelo podobnih analiza, simulacija in vse ostalo je zelo, zelo podobno, seveda s različnim barvama vidimo analize in potem, če so inženjeri glavni vodilni zadovoljni s analizama, če so jih izkontrolirali, potem grejo podatki v nadzorne plošče. Kdo uporablja nadzorne plošče? Vodje projektov, direktori, ti, ki se ukvarjajo s financah, seveda pa naročnik. Definirali so točno število analiza, dashboarde, procese, kateri bodo za notranjo uporabo, kateri bodo predstavili naročniku in evo zdaj to je en primer nadzorne plošče, PD estimation, v bistvu cost management, ker imate z desne strane popis del, seveda po norveškem standardu, s leve strane bi model pa razne statistike analize. Vedno, ko poklikate na levoj strani, dobite točno stroške tega dela projekta, obratno izberete določene skupine popisnih postavk, vidite, kje so te postavke. Primer, par tednov nazaj na luksemburškem projektu Evropske investicione banke v svojem headquartersu, oni so posle 6 mesecev testiranja določili, takrat so imeli hkrati Excel pa Bexel, zdaj samo je Bexel za mesečne situacije, v bistvu zelo podobno tem izgleda poročilo in to izvajalec je Balast Nidem dela. Drugo pa, da je najbolj pomembno za izvajalce, seveda določeni podatki so tu natančni, stroški samega izvajalca pa niso zaupni, niso predstavljeni tukaj, ampak za vsakega podizvajalca, za vsako cono se vidi jasno cost performance index, schedule performance index in earned value analiza. Tako da oni vsak teden vejo, koliko je pričakovano, da projekt stane na koncu. Danes poznate to vsi, imam veliko prijateljev med direktorima izvajalcev, mislim, da ni pogosto, da veste, koliko vas bo projekt koliko vas stane na koncu in to je nekaj, kaj res, zaradi česa, ker je, če se dela ročno, zelo težko priti do takšnih analiz. Ogromno podatkov se mora obravnavati in nikdo nima časa za to. Tekom same realizacije projekta, naročnik seveda, zdaj smo slišali zanimiva predavanja, ugljični odtis, se je spomnil, želim analize za ugljični odtis. In srečo smo imeli, da so vsi podatki bili noter, količine materijala, vse, in ta analiza je v bistvu narejena za mogoče en teden, imamo zdaj, oni uporabljajo 4 analize,
jasno, za vsako cono vidi se klični odtis in seveda se to predstavlja naročniku in če pride do sprememb, zdaj je obveza, da tudi v poročilu pride, kako ta sprememba vpliva na skupni ogljični odtis celega projekta. Seveda vidite, različne cone imamo 11 različnih projektov na delov tega velikega skupnega projekta. Čisto, da imate občutek, mislim, na pamet govorim, na drugem tiru imamo okoli pol milijona gradnikov, na tem projektu ima 3 milijona. Evo, moram povedati tudi, da drugi tir je eden od čudovitih naših projektov. Jaz sem zelo hvaležen v Luksemburgu, par tednov nazaj, gospod Franc Švegel je imel čudovito predstavitev in smo dobili ogromno vprašanja, kako se to uspešno v Sloveniji dela z BIM-om. Tako da Slovenija je, imamo srečo, na zelo velikem, visokem nivoju. Na koncu zaključki, kaj je to? Mi se ne ukvarjamo z BIM-om, BIM ni nekaj ločenega, to je information management. Single source of truth, če nekaj spremenimo, mora se vse spremeniti. Just in time information, če ne dobimo informacije v naslednjih par ur oziroma par dnih maksimalno, ne potrebujemo je. Lean BIM proces, zelo dobro definirani cilji in analize in končno to že obstaja, ogromno je uspešnih projektov danes. Če potrebujete to zaradi naročnika, prosim vas, ne delajte, delajte zaradi sebe. Boste optimizirali, če pravilno implementirate BIM efforts, boste zmanjšali gubitke, zvišali kakovost, seveda končni rezultat zmanjšanja stroškov in optimizacija trajanja izgradnje. Najlepša hvala. Gospod Janič, najlepša hvala za predstavitev. Nadaljujemo z naslednjim prispevkom, ki ga bo predstavil gospod Slujer Bervič, in sicer z naslovom Upravljanje življenjskega cikla učinkovitosti vozišč. Gospod Slur je magistriral na Univerzi za tehnologijo Delft na Nizozemskem. Kot svetovalec za upravljanje cest je razvil posebno zanimanje za pogled na izzive v panogi asfaltiranja cest s širše perspektive. Zadnjih 20 let je deloval pri razvoju v oddelku za ceste in infrastrukturo Royal Boskalis Westminster. Letos je ustanovil svetovalno podjetje. Osredotoča se na glavne teme v industriji, kot so preverjanje končnega rezultata, zanesljivi modeli napovedi življenjske dobe za odprte gradirane površinske sloje in popoln nadzor nad procesom nanosa asfalta. Mr. Slur, please. Thank you for the introduction. Thank you for the invitation, Slvenko. I will take you through work we are doing now on to create a framework and applications for the life cycle management of pavement performance. So in my presentation, I will focus on data and I will focus on pavements. The previous speakers already mentioned the importance of integrating data, standardizing data, structuring data. I will give you some information about how to do that. If we want to management all the life cycle, the pavement, the performance of a pavement through the whole life cycle, we can go through these 8 steps. This is work in progress, so I don't have results for all the steps, but I will take you through the part. In fact, what I think is one of the most important parts is the data integration and the data standardization. One of the first things we have to do, because I'm sure that in every organization there is already a lot of data available, but most of this data is not accessible, is not readily available for use for analysis. And one of the things we have to do is to analyze the data which we have. We have to analyze all our processes and then bring the data, the relevant data together and make it accessible. Easily accessible, so we can use it for the whole life cycle of the pavement. So this is just an example of such an analysis.
If you go down from here to here, you see the life cycle phases: design, construction, use, and demolition. And to the right, all the relevant processes are stated, because to the right, in each phase, we want to verify that what we have done in that phase meets all the requirements, so we can be sure that we are doing the right thing. Every organization should make such an analysis for itself. In fact, this picture is the same as the previous, but in this picture, I only focused on the data, which becomes available in all these steps. But the principle of the picture is the same. Then the basics of managing pavement performance. The first thing is you have to manage the quality of the raw materials, and you have to have information about it, you have to analyze it, and you have to make sure that you manage the quality of the raw materials to get the right product quality, the asphalt quality, the pavement quality in the end. The second thing is you have to manage all the processes, and the main processes are the asphalt production, the asphalt application, the asphalt compaction. That data is also very important to manage, to have the right product quality of the asphalt. And then if you have the product, which is the asphalt or the pavement, for the life cycle and for the asset managers, it's also important to know what is the quality of quantitatively, what is the quality of the constructed pavement? Is it 100% of what you had expected? Is it only 60%, or is it only 10% of what you have expected? And if you have information about the quantitative information about the quality of the pavement, then you can do a surface life prediction. If the quality of the pavement is only 10% after construction because you had a bad construction process or you had bad construction materials, then the surface life prediction will predict normally a short surface life. But as an asset manager, if you have that information, you can act on that. If the quality of the pavement is 100%, of course, you will get probably the expected surface life. And monitoring of the pavement performance during its lifetime is also very important. And this creates a lot of data. This, in fact, is, if we bring together the analysis of the processes and the basic principles of managing the quality of the pavement performance, then we come to this picture where we can see this already starts to look like an ontology of a pavement. And with an ontology, I mean all the concepts and all the objects which you have in your information environment with all their interrelations. And I will briefly go to this. What you see here is that quality of the raw materials and the quality of the production process give the quality of the bulk matter at the asphalt plant, and the quality of the bulk matter with the quality of the paving process give the quality of the preform matter as it comes out at the back of the paver. The quality of the preform matter with the quality of the construction process, of the compaction process, of course, gives the quality of the form matter, which in fact is the asphalt layer. And the top, here on the top, most of the data will be registered and will be generated during the quality management phase. And going down, we can do the end result verification, which in fact means that after construction of the pavement, you will check if the mechanical properties of the asphalt, as it is constructed, if they meet the requirements. In the Netherlands, I should say, we are using the fundamental approach out of the European standard, so we don't look at asphalt by checking Marshall and those kind of, and only the composition and the compaction rate, but we really look at the mechanical properties at fatigue, resistance against permanent deformation, and those type of mechanical properties. So we can actually measure quantitatively
what is the quality of the constructed pavement. So I said the last sheet was about, it started already to look like an ontology, and then now we are entering the phase of structuring the data, modeling the data in the right way. And there is a European standard, the 17632, semantic modeling and linking, which gives the guidelines for modeling our data in our environment. And this standard already describes what we call the top-level ontology for a pavement. You can also use it for buildings, but in this case, we use it for a pavement. So if you have data with respect to activities, this standard already gives you a guideline how to model the data of activities. If you have data about the objects, mechanical properties and things like that, it gives you the guidelines how to do it. Information objects, in fact, PDFs, documents, and it gives guidelines how to model the data of the material, the construction material, how to handle the data of the pavement itself as an object, and how to handle the data of the loose mix. Everything is already standardized in this standard. So this is the standard we use. We are using now to structure and model our data in our pavement environment. And I guess this is hard to read, but this is the complete model of an asphalt pavement. This is, in the Netherlands, we use 5 what we call decomposition levels. And why 5 decomposition levels? Because in the Netherlands, the contract requirements are formulated for all these levels. You have contract requirements with respect to the whole pavement. We have contract requirements for just the superstructure or just the substructure, and so on. And we have a lot of contract requirements with respect to the individual asphalt layers. So how to model this is the complete model for the data. Here, this part is about the construction material, the asphalt. The blue part is about how to model data of the pavement. The pink part is about how to model data of the loose mix. And here the green part is also very important. That is when you want to communicate, for instance, with road managers. They also have a decomposition of their road network. And then you can say, okay, if this is a section of the road manager, then you can link it to the actual pavement with all its data coming from, for instance, the contractor side. So the last picture, this is a more, I think this gives a better illustration of the model I just showed you. Here in the right, you have the complete pavement, and these are the 5 decomposition levels, and one of the most important levels is the last one, where all the layers are defined as they come, as they are constructed. And most of the data we have in our environment is linked to that level. And this model further says each layer consists of an asphalt mix, and each asphalt mix consists of raw material. So all these relations are in the model, which means that if you have a GIS picture at the end as a road manager and you point just a point, you point out on a road a spot of a pavement, you directly have all the data available, and you can access all the data of that spot of the asphalt pavement in the road. If you want the information about the spot 20 meters further away, you have that information directly at hand. So if you have the data organized like that, this is a picture. At this slide,
it is shown how no matter what is the source of your data, it can also be Excel. You can use an ontology to only once link a database. It can be Excel, it could be a road management system, whatever. You link it once to the ontology, and from then on, the data, you might say, can be made uniformly available in your data environment, and then you can do all your applications with this structured data. At the right side, this can be a road manager or a client or another organization. That organization can also have its own ontology, but preferably, if there is a national reference ontology, you can use that ontology. So when you link only once as one organization to the reference ontology, then and the other organization also links only once to the reference ontology, then from then on, you understand each other's data completely. And then, 5 minutes left? Okay. I will try. So now you have, in fact, if you organize and structure your data like that, then in fact you have a precondition for starting to use digital twins. This is a picture which I just borrowed from the European Omicron project, where they set up this framework for a digital twin for asset management, which in fact also concerns managing all the data during the whole life cycle of an asphalt pavement in this case. I will skip this because this picture is the same as the former one, but in red are all the challenges which you face now in the Netherlands. We have to still do the developments to make this ID work. Then some examples. One thing, of course, one of the former speakers already mentioned it. Georeference data is very important. Try to have all the data in your environment, if it's possible, georeferenced, because then you can use it during the whole life cycle. You can really attach the data to the location where it should be. This is an example of a proof of concept of a digital twin. This is the interface. Don't look too much at the quality of the interface, because that is of secondary importance at this moment. The first thing is that we want to have the data available and have it work. So this is the interface of a proof of concept of a digital twin. And now this spot was highlighted, and then you can directly read the pavement which is on that location, which is an SMA with a binder layer, an AC binder layer, and you cannot see that on this picture, but there are also two more base layers in the pavement of asphalt concrete. But directly from that pavement on that spot, we have all the properties of the asphalt. And as I said, in the Netherlands, we are using the fundamental approach. There is a lot of data of each and every asphalt mix in our data environment. We have all the information about the target composition, the real composition, the reference composition for quality control. All the raw materials, in fact, the mixed recipe. Some data about the laboratory research, because all the available results of laboratory research are also directly available. And in this case, if there is data about asphalt cores, we can also directly access that data. I will not go into this, but this is also an application based on 15 years of research within the Aspari collaboration in the Netherlands, and this collaboration
is focusing on the development of the asphalt paving process. We now have what I call the 10 steps to perfect asphalt, asphalt compaction. And perfect asphalt compaction is mostly dependent on two things: having the right amount of roller passes within the right temperature window. If you manage that, you manage perfect asphalt compaction. But you can imagine that by analyzing the compaction process in such a way, there is a lot of data you have to manage and you have to analyze, only to give information in real time to the roller operators. So here is an example of the problems you can face in practice. On a job site, in this case, in this example, there are HAM rollers, BOMAG rollers, and a Vögele paving machine. But look at how they register the three GPS coordinates. Each system registers the data in another way. So if you want to analyze the data of the complete project, you face the problem of integrating the data and analyzing it in an efficient way. So by using an ontology, in this case, it's called PIM-OTL, the data is organized, is uniformly registered in the common data environment, only with this data format for the three GPS coordinates. And after doing that, then you can build your applications. I have some minutes left. Maybe just one? Okay, but this is an animation of a pavement job as it has been done. So at the end of the day, this is the animation of what happened that day on the pavement job. And we can use this information, of course, for instance, for training of roller operators, but we can also use this data for further analysis and make other applications. Yes, it takes a bit time, but there will be 2 more rollers. And you can see by at each roller pass the color changes. 10 seconds. So this is already an application which we built with the data, which is uniformly structured within the data environment of the construction company. And then we can also this is what we call a footprint of the paving quality. So the green color means that at those spots, which is in fact at every 25 to 25 centimeters, we have information about how many roller passes have been done. At this spot, it's about 18, I think. And the temperature at which each roller pass has been done. And if the right amount of roller passes has been done in the right temperature window, the color is green. And if you take a core there and you check the core, for sure the asphalt will be perfect. That is what we know now. Yes? Yeah. And this is how we use the information in the asset management phase, because you can project the picture on the actual road, and then you can see what the quality of the pavement process is. So if there is a defect or a damage on the road, you can analyze it if it's because of a bad asphalt process or if it's because of bad raw materials. And then I go to the almost last one. This is also very important. If you want to link all the data of the asphalt production, also you want to directly access all the data you have about the quality of the asphalt production, then it's really important
also to register where each and every individual truckload of asphalt has been applied in the road. And because then you can attach the delivery ticket to that, and via the delivery ticket you can enter and access all the data of the asphalt production. Thank you very much, Mr. Slor. Še zadnja predstavitev oziroma zadnji prispevek, ki nam ga bo predstavil magister Gregor Pretnar, ki je zaposlen v podjetju PNZ Svetovanje projektiranje. Gospod Pretnar je tehnični direktor v podjetju in tudi vodja oddelka prometnega inženirstva in akustike. Ima več kot 20 let izkušenj z področja prometnega načrtovanja, celostnih prometnih strategij, mobilnostnih načrtov, gradbenega inženiringa in simulacij prometa. V zadnjih 10 letih je sodeloval pri izdelavi več kot 100 študij v Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Slovaški, Bolgariji, Ukrajini in Avstraliji. Je pooblaščeni inženir gradbeništva in prometnega inženirstva. Prosim. Hvala tudi za predstavitev, hvala organizatorjem za vabilo. Rad bi vam predstavil oziroma podal odgovor, a imajo ceste prihodnost, če bo prihodnost trajnostna in če bo mobilnost trajnostna. Za tiste, ki se vam mudi na kosil, lahko že zdaj povem, da bo. Ostali pa lahko počakate. Če malo pogledamo v zgodovino, že prejšnji govorniki so rekli, zakaj se promet sploh dogaja, da je to razvoj. Če pogledamo 2000 let nazaj, Rimljani, omrežje rimskih cest, vidimo, da so že oni se zavedali pomena mobilnosti, ne samo dostop, ampak tudi dobrega dostopa, ki je omogočal razvoj imperija, in tudi nekatere ceste so še danes dobro vidne. Kaj pa imamo še skupnega v bistvu, oziroma kaj se ni toliko zelo spremenilo od Rimljanov? Če pogledamo sliko rimske Mone, se pravi današnje Ljubljane, kje je segala? Segala je v bistvu od gradbene fakultete, Tobačne, prek centra gradu do železniške postaje Tivolija. Se pravi, to je bilo območje, ki si bil lahko pol ure na dan si posvetil transportu, se pravi, da si zjutraj šel na en upravek, se vrnil, se pravi neko območje pol urnega potovanja. In kaj je danes? Danes je zelo podobno. Se pravi, tam, kjer si z avtom v pol ure, tiste nekako območje mesta, se pravi, v 2000 letih še vedno potujemo po pol ure, uro na dan, sam s tem, da pridemo na mest par kilometrov, pridemo par 10 kilometrov. Kaj pa je še skupnega? V bistvu omrežje rimskih cest, glavnih rimskih cest, ki so v vijolični barvi, je zelo podobno omrežju TNT, se pravi vse evropskemu jedrnemu omrežju, tako za ceste kot železnice. Tako da so nam v bistvu že Rimljani začrtali, kje se moramo gibati, kje so pomembni koridori, povezano vse tudi z geografskimi značilnostmi. Mogoče, če ko pogledate na prvo sliko, kaj manjka, manjka koridor čez Tower. Rimljani so že vedeli, da je pomemben, Avstrijci pa trenutno še ne vejo. Zdaj pa kakšna je vloga cest v mobilnosti? Tukaj na sliki sem dal malo izzivalno sliko večkrat omenjenega odseka v Houstonu, pa je, da je to najširša cesta na svetu, da ima 26 pasov, seveda skupaj s glavnimi 8 servisnimi cestami. In ta zgodba te ceste I10 je, da se je širila, ampak zakaj se je širila? Širila se je zato, ker se je prebivalstvo centra Houstona iz milijona v zadnjih 50 letih povečalo na 5 milijonov. Ni se povečalo zdaj zato, ker smo cesto gradili, ampak je bila cesta pač prilagojena potrebam prebivalstva, ki so tam našli svoj cilj, svoj namen življenja. Podobno, ampak v precej manjši meri, se je dogajalo tudi v Sloveniji. V zadnjih 10 letih oziroma v obdobju med 2009 pa 2019 smo analizirali, kako so se spreminjali število prebivalstva po slovenskih občinah. V rdeči barvi je tam, kjer so se povečali prebivalstvo, v zeleni, kjer se je zmanjšalo. Če primerjamo sivo barvo prometnih obremenitev, vidimo, da imamo praktično izrisan avtocestni križ. Se pravi, avtoceste omogočajo razvoj, seveda pa mora biti ta razvoj
nadzorovan, uravnotežen, kontroliran, kar pa tudi v preteklosti mogoče ni bil predvsem z vidika prostorskega načrtovanja. Zdaj, kako pa lahko delamo v bistvu vse te analize, pa ne samo analize, kako lahko pa tudi načrtujemo promet. Osnova je prometni model. Prometni model je v bistvu sam čist preslikava, tako kot smo prej gledali modele gradnje, pa to je samo preslikava resničnega življenja v računalniško okolje. Se pravi, origin, izvor, štartamo potovanje, destination, gremo nekam. Se pravi, zato se promet sploh dogaja, ker želimo priti od točke A do B, od origin do destinationa, izberemo s katerim prometnim sredstvom bomo prišli in potem, ko imamo prometno sredstvo, po kateri poti bomo prišli. V Sloveniji imamo zelo natančne podatke, vemo, kje živijo prebivalci, koliko dolgo potujejo, kakšne so njihove prioritete, vemo, kje so delovna mesta, vemo, kje so površine za trgovine, se pravi, vso to dinamiko lahko zajamemo. Zakaj pa vse to pomembno, boste pa videli čez 2 slajda. Se pravi, najprej, kar dobimo v prometnem modelu, dobimo to, kar si vidimo, število vozil, ne samo na dnevnem nivoju, tudi na urnem nivoju, kakšni so zastoji zaradi tega in tudi rezultati, zdaj, ko lahko pogledamo za 15 let nazaj, ko sprašujejo, a so nas cestne te razmere letošnje, a so nas presenetile. Presenetile so sem tiste, ki tega niso pač spremljali ali pa brali. Pred 15 leti smo za DARS s 95% korelacijo napovedali, kakšne bodo razmere leta 2020, tamle desno. Se pravi, praktično na vseh odsekih smo zadeli plus minus 10%, tam, kjer pa nismo zadeli, je pa to tudi, so razlogi za to. Se pravi, stroka ve, kaj se bo zgodilo, seveda pa ob predpostavki natančnih vhodnih podatkov. In na podlagi prometnega modela lahko pol tudi napovedujemo in načrtujemo ukrepe. Zakaj pa to pomemben? Slika desno spodaj. Kako bomo dosegali ogljično nevtralnost? Se pravi, da pridemo iz levega, kjer smo na 6000 enot, da vas ne bom s tem utrujil, enot CO2, moramo prideti na nič. Kako pa to pridemo? Z različnimi ukrepi, ampak z različnimi ukrepi imajo tudi različne učinke. Modro, delo od doma, online shopping, se pravi, da zmanjšamo prometno aktivnost, en del pomemben. Rumena črta, prehod na železnico in javni promet. Nažalost, predvsej tanka zaradi tega, ker je Slovenija toliko redko poseljena, najbolj redko poseljena v Evropi. Sivo, večja obteženost, tako osebnih vozil kot tudi tovornega prometa, ampak te prve 3 še vedno nam ostanejo oranžno pa zeleno. Se pravi, oranžno je pa elektrifikacija, zeleno so biogoriva. Se pravi, vidimo, da vse nam bo polovico prometa, pa verjetno še več, ostalo na cestah. In ceste bomo mogli tudi primerno načrtovati. Zdaj je končen rezultat prometnega modela, pa tudi, da vidite, kakšne podatke imamo v Sloveniji. Se pravi, Ministrstvo za infrastrukturo, njihov center za upravljanje prometa, ima prometni model, ki na pol ure natančno pove za vse občinske, državne, občinske, glavne občinske ceste promet. Od kje pride, in to nisem statistična številka, mi vemo, od kje pride ta promet, kdaj pride, kam bo šel, ker to je pomemben pri načrtovanju ukrepov. In vidimo, da je v bistvu Ljubljana dejansko prometno srce Slovenije, zjutraj se polni, popoldne se prazni, koridor od Italije proti Madžarski je praktično cel dan zasedan in tako lahko potem tudi načrtujemo ukrepe in tudi vemo, kakšni bodo učinki. Zdaj, kakšna je pa potem ta trajnostna mobilnost na cestah? Ceste bodo imele izjemno pomembno vlogo v trajnostni mobilnosti, čeprav se včasih sliši, da bo vse rešila železnica, pa javni promet, pozabljamo, tudi javni promet je na cestah, kolesarji so na cestah ali pa po teh pešci so tudi najrajšne na asfaltiranih površinah. Analizirali smo, kje se zgodijo potniški kilometri, se pravi tisti prevozi vozil vsak dan v Sloveniji. 9% se zgodi znotraj Ljubljane pa Maribora kot največjih slovenskih mest, 9% vseh potniških kilometrov. 4% se zgodi v ostalih mestnih občinah, 10, ki jih imamo v Sloveniji. 4% se zgodi poti med temi. Vidimo, da velika večina se zgodi, kar tretjina ostane samo znotraj mestnih občin. To je tiste, ki je tudi kolega Jurgele na začetku rekel, kaj treba iti pol na teren pa povedati,
34 nemestnih občin po celi Sloveniji. Ne. 29% potovanja, ki iz teh nemestnih občin pridejo v Ljubljano ali Maribor, pa 19%, ki pridejo v drugo. Ne. Se pravi, tukaj mi vemo, na kaj lahko vplivamo, ne. In kje vidimo potem trajnostno mobilnost v mestih, ne. Javni promet, ne. Javnemu prometu, predvsem avtobusnemu mestu, ne, je treba dati več pomena, se pravi, če želimo imeti kvalitetne površine, morajo biti tudi ustrezno dimenzioniranje. Rumeni pasovi, predvsem v Ljubljani, bodo verjetno en ključnih elementov, a bomo dosegali zmanjšanje ali ne. Potem v mestnih občinah kolesarske povezave, od pasov na vozišču do ločenih kolesarskih poti, zelo pomembno. Potem, če želimo priti v Ljubljano, avtoceste nas bodo pripeljale in tudi tukaj damo lahko večjo vlogo trajnostni mobilnosti, kot je danes. Ali so to recimo prioritete za javni promet, za vozila z več potniki na dodatnih pasovih, ne? Ampak če hočemo to narediti, ne rabimo pač dodatni pas, na današnjih dveh je to težko narediti. In tudi na nemestnih občinah, ne, z različnimi oblikami prevoza na zahtevo, ne, kakor je to že v bistvu delujoč primer v nekaterih občinah Prostofer, ne, kjer bomo v bistvu lahko do vsake hiše zagotovili ustrezen dostop. Tako da, preden greste na kosilo, dela ne bo zmanjkalo, pa dober tek. Gregor, najlepša hvala. Vem, da ste lačni, ampak a morda kakšno vprašanje za katerega od naših predavateljev? Na vzdrževanje oziroma obnavljanje cest oziroma strategije, ki ni uporabljal pri mobilnosti izraza trajnostna mobilnost. Ne. Osebno menim, da je to bolj ideologija kot neka stroka. Je pa res to, kar je Pretnar potem povedal, da vidimo, da ta trajnostna mobilnost se dostikrat zlorablja za čist neke druge, kot pa neke strokovne usmeritve. In to, kar je bilo danes prikazano, da ceste bodo v vsakem primeru še vedno pomembne in jih bo treba primerno vzdrževati. Zanimiva primerjava je bila s Houstonom. Ne. Houston je res raslo število prebivalcev, širili so ceste. Ne. Pri nas se dostikrat sliši pripomba, ja, zakaj bomo pa stalno širili ceste. Nobene avtoceste v Sloveniji še nismo razširili v 50 letih, kar pomeni, da je bil čas, da morda bi kdaj kaj naredili. Tako da ni vprašanje je bolj, koliko smo mi dejansko zamudili in koliko škode smo naredili slovenskim uporabnikom pa davkoplačevalcev, ki nismo pravočasno reagirali. Tu bi jaz želel enkrat dobiti od prometnikov podatek, gre za čas, gre za energijo, gre za okoljsko škodo, ki se dela z vsem tem, da ne rečem škodo lokalnem prebivalstvu. Vse te zadeve se dajo zračunati in to bilo dobro, da bi enkrat te izračune dali na mizo tistim, ki govorijo, da je konec vlaganja v asfalt pa v beton in pokažemo, kakšno škodo pravzaprav delajo s to svojo, zato pravim jaz to je ideologija, to ni stroga trajnostna mobilnost. Hvala lepa.